Prešernovo gledališče Kranj polno novih moči z zagonom začenja novo sezono. 5 izjemno zanimivih, sodobnih, aktualnih predstav, ki sodijo sedaj na oder, ki odpirajo vprašanja, ne ponujajo odgovorov, ponujajo pa vprašanja, ki bi si jih moral vsak posameznik zastavljati, zato da bi bil svet lepši. Repertoar Prešernovega gledališča Kranj bo torej v prihajajoči sezoni ponudil 5 aktualnih, ostrih, tudi humornih, družbeno-kritičnih predstav. Predstavili se bodo 3 slovenski dramatiki, Matjaž Zupančič s pesmimi živih mrtvecev, Vinko Möderndorfer s 3 ženskami in Nada Bric z Zrnom soli in 2 svetovni uspešnici. Teror predstava, ki je doživela, mislim, da v svetu največ ponovitev v zadnjih nekaj letih, nemškega dramatika Ferdinanda von Schirracha. Že sam naslov Teror govori, o čem bo tekst govoril. In pa še eden sodobnih tekstov, ki je tudi doživel največ uprizoritev od, bi rekla, Izraela do Amerike in seveda Evrope. To je tekst najpomembnejšega sodobnega poljskega dramatika, Tomasa Slobozjaneka, Naš razred, ki govori prav tako o eni najbolj perečih tem naše zgodovine oziroma skupne evropske zgodovine iz obdobja nacizma, kako se pravzaprav to preslika na današnji čas in kako na nek način preteklost diktira tudi sedanjost in da ne moremo zamolčati preteklosti, ampak resnica prihaja na dan v vsakem primeru. Ansambel Prešernovega gledališča se bo kar 3-krat pomešal z drugimi slovenskimi gledališči. Koprodukcije uspešno vplivajo na gledališča s finančnega vidika, igralce pa tudi same gledalce. Prihaja do nekih novih energij med ustvarjalno ekipo, med igralci in na drugi strani tudi publika, mislim, da uživa v tem, ko gleda na odru tudi nove obraze. Tako da te koprodukcije imajo tudi zelo veliko, pa predvsem pozitivne strani. Od 4. septembra pa že potekajo vpisi v abonmaje. Abonmajski program obsega 5 uprizoritev, pesmi živih mrtvecev, 3 ženske, Teror, Naš razred in Jeklene magnolije. Vpisi potekajo, redni vpisi zaključujejo v soboto, seveda bo možno tudi še naknadno se vpisati, tisti, ki mogoče zamuja ali pa ta teden ne more, dokler se prva predstava ne izteče, ampak seveda tisti, ko pride prej, lahko izbira med sedeže, zato vabim vse, da izkoristijo. Moram reči, da cenovno ostajamo že par let na isti ravni in mislim, da je abonma vsakemu dosegljiv in za 5 predstav. Rečemo, da je povprečje 50 €, da to verjamem, za nekoga je lahko tudi veliko, ampak za neko kvalitetno stvar pa se mi zdi, da ostajamo vseeno na sprejemljivi ravni, upam. Sami pa se še vedno bojujejo s finančnimi težavami, ki kulturnike pestijo zadnjih nekaj let. Se borimo, tako kot ste rekla, iščemo razne poti, da ne popuščamo na vrhunskosti kvaliteti, eno od teh seveda tudi koprodukcije. Torej sezona 2017-2018 prinaša predstave, ki se nas dotikajo tukaj in zdaj.